Danes, 12. maja, praznujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Pred nekaj dnevi, natančneje 5. maja, pa smo obeležili Mednarodni dan babic. Ob tej priložnosti se nam je v studiu pridružila gospa Dragica Jošar, predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni v studio in pa vsi gledalci in gledalke televizije TV Ideja. Zdaj omenila sem, da ste predsednica društva. Za začetek bi nam zaupali, koliko časa že upravljate to funkcijo? To funkcijo upravljam drugi mandat, drugače sem pa aktivna v društvu, mislim, da vsaj 30 let. Najprej kot članica izvršilnega odbora, potem sem bila 2 mandata podpredsednica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in sedaj že drugi mandat kot predsednica. Kaj pa, koliko članov pa je v samem društvu? Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja trenutno šteje cirka 1360 članov, nekaj čez 50 je upokojencev, upokojenih članov, drugače so pa aktivni. Tako da vsako leto se povečuje vpis v društvo, tako da trenutno smo zadovoljni. Društvo pa deluje v Pomurju že 62 let. Jaz vem, da ste vi zelo aktivni, ne? Pa bi nam mogoče predstavili, katere aktivnosti izvajate znotraj društva? Znotraj društva najprej hočemo članom povrniti izobraževanje. Za njih pač prirejamo izobraževanja, kar je najbolj pomembno za kakovostno in varno zdravstveno nego. Največ pač posvečamo obveznim vsebinam, organiziramo izobraževanje iz obveznih vsebin, to so temeljni postopki oživljanja z AED-jem, potem kakovost in varnost v zdravstveni negi in pa poklicna etika in zakonodaja, kar je obvezna vsebina, kot da lahko člani oziroma diplomirane medicinske sestre podaljšajo svojo licenco. Drugače pa tudi prirejamo kulturne prireditve, strokovne ekskurzije. Naslednji teden imamo glih strokovno ekskurzijo v Ingolstadtu, gled klinike, tako da vsako leto je nekaj. Potem športne prireditve. V glavnem... Tudi pojete radi? Ja, tudi. V strokovnem društvu imamo tudi vokalno skupino Žarek, ki bo imela svoj koncert samostojne. Sedaj imajo novega zborovodja in so zelo zagnane, tako da bojo 9. junija v gledališču Park v dvorani imele svoj samostojni koncert. No, super. Da ob tej priložnosti lahko povabite tudi... Sej vabilo bo, plakati bojo natisnjeni, tako da vsi dobrodošli na razvedrilo oziroma na poslušanje pesmi naših medicinskih sester. Tako, letošnji mednarodni dan poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Ste nekakšna, če lahko tako rečem, hrbtenica v procesu zdravstvene obravnave, ne? Kako pa vi gledate na vašo vlogo, se pravi na vlogo medicinskih sester, babic, celotnega... celotnih izvajalcev zdravstveno-babiške nege. Res je, medicinske sestre in babice smo pravzaprav steber zdravstvenega sistema. Naša vloga je neprecenljiva, smo prve ob pacientu za skrb in pomoč, z njim smo 24 ur, smo zagovornice za njegove pravice, potem ob njem smo in za njim smo vedno prve. Tako da si želimo, da bi res naša vloga medicinske sestre in babice bila slišana tudi v političnih odločevalcev,
kajti želimo kljub temu, da primanjkuje, ne primanjkuje kadra zdravstvene nege samo v Sloveniji, primanjkuje ga vse povsod po svetu. Ja, to je svetovni problem in res mladi se vse manj odločajo za ta poklic. Zakaj? Tukaj je delovno mesto, kot sem že rekla, 24 ur ob pacientu, tukaj so turnusi, tukaj glede na pomanjkanje kadra zdravstvene nege ljudje oziroma izvajalci ne dobijo, nimajo zadosti prostega časa, dežurstva so nočni, turnus, sobote, nedelje in mlada generacija se zelo slabo odloča za ta poklic. Verjetno tudi je to problem, te delovni pogoji. Potem tudi slabo plačilo, slabi delovni pogoji. Posledica tega so tudi verjetno slabši medsebojni odnosi, ker potrebno je res timsko sodelovanje. Timsko sodelovanje vseh poklicnih skupin, ne samo medicinskih sester in babic, vseh, ki delujejo v zdravstvenem sistemu. Seveda, središče tega sistema je pa pacient. Tako. Vi ste upokojena, diplomirana medicinska sestra, pa bi morda je bilo včasih kaj drugače? Glejte, ni bilo drugače. Jaz sem začela svojo poklicno pot v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in sem se vozila. Noben ni vprašal, kako boš prišel, kako. Rada sem bila, takrat pa nisi mogel doma dobiti službe in smo bili primorani iti si služiti kruh v Ljubljano. In smo se vozili, delali smo, ampak odnosi so bili drugi, veste. Odnosi, vsej meni se zdi, to je moje mnenje. Takrat je bil eden za vse in vsi za enega. Tako je. Se pravi, sedaj so prav gotovo pričakovanja ob tej potekajoči zdravstveni reformi velika, ne? Ja, res so velika. Glejte, želimo si, da bi res glede na to pomanjkanje kadra, na slabe delovne pogoje, na podplačanost, kot sem že rekla, izvajalcev, da bi bilo medresorsko sodelovanje večje tudi na državni ravni, da bi bile medicinske sestre in babice slišane, da smo res pomembne. Saj pomembno je za zdravo državo zdravje ljudi. Ne pomaga, če ni zdrave skupnosti, ne bo pomagalo tudi sodobna tehnologija, napredek je v znanju, vse povsod in če človeškega vira ni. Točno tako. Dobro počutje je osnova vsega. Samo iz tega se lahko gradi nekaj naprej. Danes pa poteka v Brdu pri Kranju počastitev tega praznika. In popoldne bo potekala tudi, se pravi, zdaj 2 dneva poteka kongres, popoldne, v popoldanskih urah pa bo potekala tudi podelitev najvišjih priznanj. Zlati red, ne? In tudi vi se odpravljate tja, pa bi nam mogoče namenili še nekaj besed. Jaz sem tudi na poti na Brdo pri Kranju, kjer bomo pač svojo prisotnostjo počastili našega prejemnika zlatega znaka. Zlati znak je najvišje priznanje naše krovne organizacije Zbornice zveze, ki ga podeljuje za posebne dosežke na področju zdravstvene in babiške nege. In tudi kot strokovno društvo smo predlagali Viktorja Zrima, zaposlenega v zdravstvenem domu Murska Sobota na reševalni postaji, kot dobitnika in seveda je imel vse reference, tako da je prišel v ožji izbor in je prejemnik tega najvišjega priznanja, zlatega znaka. Viktor deluje na
na večjih področjih deloval. Deluje že 43 let, je že izvajalec v zdravstveni negi. Najprej kot zdravstveni tehnik, potem kot vodja zdravstvenih tehnikov na reševalni, kot diplomirani zdravstvenik, potem tudi nekaj let kot pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege. Na nacionalni ravni je zelo poznan tudi kot sodnik na teh tekmovanjih in ima še referenc, tako da si res zasluži ta zlati znak. No, super. Tako da današnji dan bo prav gotovo posebej za slovesen. vse vas. Tako da bo res bo, upam, da slovesno, da srečno pridemo na Brdo in da tam proslavimo pač skupaj s prejemnikom zlatega znaka. Prav gotovo bo tako. Povejte, bi morda še kaj dodali? Ja, vsem izvajalcem v zdravstveni in babiški negi iskreno čestitam, babicam za minuli mednarodni dan, 5. maj, in pa vsem izvajalcem v zdravstveni negi za današnji mednarodni dan medicinskih sester. Naj prejmejo iskrene čestitke, naj jim bo čim bolj miren, čim manj stresen vsaj današnji dan na delovnem mesto. Zahvaljujem se jim pa za ves njihov trud, za njihovo predanost, za njihovo empatijo in potrpežljivost ob pacientih. Super. Gospa Dragica Jušar, jaz se vam lepo zahvaljujem, da ste si vzeli čas, ker sedaj se odpravljate, ampak vseeno hvala lepa, da ste se nam pridružili. Uživajte danes. Iskrene čestitke ob tem mednarodnem dnevu vam in seveda tudi vsem tistim, ki to delo opravljajo z veseljem, in vsem tistim, ki vztrajajo tudi v najzahtevnejših trenutkih, v najzahtevnejših situacijah. Res je. Najlepša hvala in hvala za povabilo.